Kulturnice. Pred tem je alkohol že zdavnaj začel teči po grlu zgodovine, če izrazim vašo metaforo, recimo prav od evolucijskih začetkov, od odkritja pijane opice do sodobnega popivajočega človeka. Čeprav, kot pravite, da isti kozarec v različnih diskurzih deluje kot dokaz popolnoma nasprotnih resnic, me zanima, kakšna je resnica v zvezi z žganjekuho, ki je porasla v 19. stoletju tudi na Balkanu. Kako je prišlo do žganjarske kuge, ki je povzročila množično pijančevanje, socialne težave in moralne panike? Kaj torej lahko poveste o tej španoviji med človekom in žganjem, predvsem na območju nekdanje Jugoslavije in morda tudi širše na polotoku Balkanu? Ja, pač zdaj, po mojem, nek ključen moment, bil je seveda nek zvezen proces, na katerega je vplivalo več stvari. Kot sem že prej rekel, alkohol je bil znan seveda na tem prostoru, ne vemo v kakšnem obsegu, očitno v nekem manjšem obsegu, pač sigurno si ga lahko dobil v, bom rekel, teh obmorskih mestecih, kjer je bila pač ta venečanska oziroma pač romanska kultura v lekarnah, ampak kot neke vrste zdravilo predvsem. Zdaj praktično drugih virov ni, o temu. Prvi vir, ki se pojav, je tam iz konca 16. stoletja. Je teh virov vedno več. Zdaj ena pomembna stvar, za, bom rekel, revolucijo žganja na Balkanu je sigurno bila mala ledena doba, ki se je zgodila tam v drugi polovici 16. stoletja. In sicer mala ledena doba je povzročila to, da je trta predala štafetno palico slivi. Trta je bolj občutljiva na vremenske razmere. Sliva po drugi strani je pač bistveno bolj prilagodljiva, zahteva, bom rekel, manj dela, da več pridelka in tako naprej. Tako da v tej klimatski zgodbi je prišlo kar naenkrat pač do, bom rekel, ene zelo hitre spremembe kulturne, pokrajinske, in s tem povezan je bil tudi razvoj oziroma razcvet žganja. Potem, kasneje v 17. stoletju teh virov vedno več, tako da ja, potem pa pač definitivno neka industrijska revolucija, ki pa, kot vemo, je na Balkanu nastopila bistveno, če malo karikiramo, na nekatera področja še danes ni stopila v celoti. So pa v bistvu en zelo, bom rekel, pomemben člen v tem razvoju, razširitvi, distribuciji žganja na Balkanu bili tudi samostani, ki so pač razvijali, bom rekel, neko to kulturo žganjekuhe, tudi širili, bom rekel, žganje širše med prebivalstvo. Zdaj o samem izvoru slivovke, recimo, kot pijače, ki postane kulturni znak tudi in simbol Balkana v 19. 20. stoletju, postane več kot pijača, nima recimo nekega jasnega, enoznačnega izvora med sredozemskim, beneškim in osmanskim vplivom. Ta medkulturna posredovanja pa so seveda vezana tudi na razmah škodljivih praks v množični obliki. Razvada kliče po moralnih diskurzih in regulacijah, denimo tudi konec 19. v začetku 20. stoletja se tudi skozi razlage oziroma ideje razne higiene postavljajo kulturna, nacionalna ogledala. Zanimivo je, kako recimo se s pojavom protialkoholnih gibanj ponekod hkrati krepi rasna ideja. Kako temu oziru ravna Balkan? Ja, pač v bistvu neke prepovedi ali pa neko, bom rekel, zelo močno prepoved smo imeli že zelo zgodaj, ker kot vemo, je Balkan bil del, bom rekel, turškega imperija oziroma Osmanskega cesarstva, kjer je bil pač alkohol prepovedna stvar, čeprav tudi moramo vedeti, da glede žganja je v islamu, bom rekel, ni enotnega mnenja,
Po enih interpretacijah je na nek način žganje dovoljeno, ker je šlo skozi ogenj, ne, za razliko od vina, ne, ampak te prepovedi so seveda obstojale, ne. Imamo več v bistvu tudi nekih poročil, zdaj ne bi šel v podrobnosti, ne. Zdaj, žganje je pa postalo, zelo velik problem v 19. stoletju, ne, na Balkanu v drugi polovici 19. stoletja, sploh proti koncu 19. stoletja se pojavljajo tudi številna antialkoholna, protialkoholna gibanja, društva in tako dalje. Zdaj, to zgodbo moramo razumeti tudi znotraj enega drugega pojava, ne, in to je sicer znotraj ali pa v okviru oblikovanja narodov, novih narodne zavesti, ne. Žganje oziroma alkohol nasploh, ne, je bila stvar, ki je pač povzročila seveda probleme, pijančevanje. V tem času so nastajali, tudi narodna zavest, ki je bila še posebej pozorna tudi, na moralo, na narodno zdravje in tako naprej, ne. In ta zgodba se je na nek način v veliki meri povezala, ne, tako da številni, narodni buditelji, narodno zavedni možje so opozarjali na to, da je pač žganje, predvsem žganje, seveda alkohol nasploh, eden največjih, če ne kar največjih sovražnikov. Zdajle, če se omejimo na območje nekdanje Avstro-Ogrske, Osmanskega cesarstva in kasnejše Jugoslavije, slivovka je bila široko razširjena, gospodarsko pomembna in vsakdanja pijača, tako menjalno sredstvo, valuta kot pomemben izvozni produkt, del kmečkega gospodarstva. A skozi to pijačo, totemsko pijačo, etiketo Balkana je bil ta velikokrat predstavljen na zelo stereotipen način tudi v evropskih potopisih ter literaturi. Pogosto se pojavlja kot del eksotične podobe, kot nekaj umazanega, nevarnega, orientalskega in neukročenega. Tako nekako sem povzela tudi to, kar pravi Karl May. Karl May pravi, mislim, da je naslov te zgodbe oziroma tega mladinskega romana. Prvo gremo k naslovu te zgodbe. V gorah Balkana, ne, je naslov, ne. To je slovenski prevod, ne. Moramo vedeti, da Karl May sicer ni nikoli obiskal gora Balkana, kaj šele, da bi poskušal kakšen, destilatih iz balkanskih kotlov, ne. Tako da njemu služi slivovka v enem prizoru, kar dolgem prizoru, ja, kot prikaz neke balkanske zaostalosti, eksotičnosti, drugačnosti, divjosti in tako naprej. Zdaj teh opisov, ja, pač je ogromno in jaz v knjigi govorim ne o nekem orientalizmu oziroma balkanizmu, ampak o slivovkalizmu, ne, se pravi o neki tej kulturni razliki, ki jo v veliki meri zastopa tudi slivovka kot neka, pijača, opojna pijača, ki naredi balkanskega človeka na pol norega, divjega, še bolj surovega, še bolj prvinskega, pristnega, ne, in tako dalje, ne. Tako da slivovka je definitivno pogosto služila v teh opisih Balkana, ja, kot neka metafora za to divjost, eksotičnost, zaostalost, tudi prvinskost, ne smemo pozabiti, ni šlo samo za neke negativne metafore, podobe, ampak tudi za pozitivne, sploh v tem romantičnem času, ne, ko se je iskalo nekega tega prvinskega, naravnega človeka in tako naprej, in na Balkanu vsej nekateri so ga v neki meri našli, ne. Tako da slivovka, ja, je zelo pogosto se najde tudi v literaturi, še danes v številnih romanih in tako dalje. Ima zelo bogato, to simbolno življenje, ne. Seveda je pa predvsem, ne smemo pozabiti, o čemur jaz na dolgo in široko pišem tudi v knjigi, predvsem neka zelo, pomembna materialna stvar, neka opojna stvar, ne, ki jo najdemo praktično vsepovsod na Balkanu. V nekaterih deželah je pač seveda bistveno bolj prisotna kot v drugih, ampak je nek povezovalni element, je neka pač pivska zastava, za katero se maha vsepovsod, ne. Zdaj mogoče, če dodam samo to, prej sem omenil, da je bistveno bolj prisotna na nekaterih področjih, recimo imamo cel pas
in sicer se mu reče slivov pas, ki sega od vzhodne Srbije, se pravi, to gre za Šumadjo, čez zahodno Srbijo, pa v bistvu cel ta severni del Bosne, kjer je praktično sliva monokultura, ne. In tudi prej, ker ste omenili prohibicijo in tako naprej, ta čas, ne, recimo Srbija je v drugi polovici oziroma v zadnji četrtini 19. stoletja pa do prve svetovne vojne bila največja izvoznica sliv na svetu, ne. Mislim, da tako kar daleč pred Združenimi državami Amerike in Bosno, ne. In mislim, da več kot tretjino prihodkov državnih prihodkov je predstavljal recimo izvoz sliv. Razumemo, da sliva ima mogoče ne toliko v Sloveniji, ne, ampak na Balkanu ima, bom rekel, zelo neko pomembno materialno, kulturno, simbolno prisotnost, ne samo, bom rekel, simbolno, identitetno, ampak tudi materialno prisotnost, no. Tega ne smemo pozabiti in tudi prav ta njena simbolna vloga leži, ne, na tej, bom rekel, njeni vse prisotnosti, materialni, geografski, vse prisotnosti, ne.